lahko povabili, zdaj že eno uro sedimo, da večkrat ostanemo, da pravimo ene čekaj čepo, tako tegel pomeni. Jaz sem danes ne bom matil s svojimi slikami, imate predstavo, da pravi pokazali del svojega življenja. Ki na sliki vidite mojo Andrejo. V bistvu ta zgodba, ki jo bom delil z vami, je povezana nekako s tem najnim odnosom, s tem najno rastjo. Rad bi to povedal, jaz nisem govornik, nisem teolog, lahko bi bil, nisem. Lahko bi bil pravoslaven, pa nisem, to je bila moja babica. Tako da v bistvu v otroštvu sem se srečal, veste kako izgleda pravoslavne slike ikone Jezusa. Mene je tam zmotil, ker se ni smejo, ker je bil preveč strok. In tudi babica, ko je govorila o Bogu, je govorila več o nam, ko so bile nevihte in grneje, da so po Bogu. Kar je še zanimivo, babica pravoslavna, oče je bil komunist. Veste, kaj je ironija? Veste, kako mu je bilo ime? Božica. Tako da v bistvu jaz sem nekako vzhajal čez to svoje otroštvo, pač v tisti dobri stari komunistični vzgoji, pionirčki, Tito, kapce, rutke in zastavce. In sem bil tako zelo, rekel, tudi glasen nasprotnik Boga. Sem zelo, rekel, ostro zagovarjal svoja stališča pred krškim sošolcem, ki pa je verjel v Boga. In veste, kaj danes mi je žal. No, mama je imela neko katoliško ozadje, no to samo v otroštvu. Dejansko sem pač odraščal, tako kot večina mojih sovrstnikov v mestu, v delavski družini. Bilo je veliko vsega, tudi alkohola, letečih predmetov v stanovanju, kadar sta se mama ploče skregala. Pač življenje je bilo tako, ko je bilo. Ko sem bil 12 let star, je očeta pač zaradi tazga življenjskega sloga prvič povohala Matilda, je zadela kap. Ta drugič se je to zgodilo, ko sem bil 13 let star, takrat je bilo pa to dokončno. In takrat sem čas mama ostala sama in takrat se začeli nekaj dogajati. Določene stvari so se začeli premikati, meni je začela zanimati duhovnost, pogledajte, katera? Vzhodnjaška. Tam v vajni soseščini, v Šiški, sem hodil pač v en tempel, ne so zelo dobro hrani. Ampak zgodilo se je nekaj, ne? Zgodilo se je, da so tam oblačili eno leseno rutko, ki je predstavljala božanstvo. In človek, ki ničesar ni vedel praktično v Bogu, razen tega, kar sem povedal tam, pa jaz, nekako se mi je zdel, da to pa ne vredi. Vglavnom, bila je zanimiva izkušnja. Jaz sem se potem potegnil počas skozi srednjo šolo, skozi tista oporniška leta, dolgi lasje, usnjene jakne, zmer bolj trda muska, tudi kakšna flaša piva je padla, tudi da pa kaj več tega, ne. Vglavnom, potem sem se pa nekje v začetku študija srečal z enim dekletom. Bilo je seveda v eni diskoteki takrat. Fantje smo šli pač malo požurat. Srečal smo 3 punce, jaz sem se izbral ta najbolj lušno. In sem imela že takrat en 2-urni pogovor. Se predstavljate ljudem, kako vas plešajo in se pa pogovarjate. In jaz sem mi takrat tako svečano zatrtil, da se pa res nikoli ne bom poročil, ker s poroko se pa res vse neha, se to boš. 15 mesecev kasneje sem bila srečno poročena. V
glavno, kar bom hočel povedati, v bistvu ta pot, ki sem začela sabo, vse se ne vrti okrog poroke, ampak se dejansko vrti okrog najnega odnosa z Bogom. Jaz sem v bistvu z njo, ker me res ferbec smatral, ker je bila malo drugačna, veste, ponavadi ljudje, ki hodijo k maši, vsaj sem na tako izkušnjo, pač grejo k maši in to je to. In potem 6 dni nič in potem spet k maši. Ona je bila pa malo drugačna. In izkazala se je, da je bila drugačna v bistvu že od samega začetka, od svojega otroštva. Ker tudi ona je imela v hiši očina alkoholika, oče v zapustu po 4 letih in oni imamo. In je bila zanimiva, in je bilo tudi zanimivo to, kar je ona verjela. In sem pač hodila v Luku za odrasle. In takrat tista vprašanja, ki sem jih imel, sem dobro odgovore. V glavnem, sem pač hodila kar nekaj let, najprej v Dobu, potem v Trnovem cerku. Potem se je pa v bistvu zgodil en prelomen dogodek. In tukaj pride ta križ iz tistega gesla, ki smo ga, oziroma iz tiste vrstice, ki smo ga brali na začetku. Tretja slica. Druga nosečnost. Pazite, oba sva bila še študenta takrat, sva vlekla ta status, dokler se ga je dala. Stara sva bila 25-26 let, imela sva že enega sinčka. In na sredi te nosečnosti se je nekaj zgodilo, pač imela sva en pregled, tak rutinski, ne ultrazvok, take zadeve. In primarij, ki je bil ponovati tako malo žleh, pa malo črn, pa ponovati je še kaj po alkoholu prodišal od njega, je bil sicer strokovnjak, ampak po svoje sorte. Je bil tist dan presenetljivo dobre volje. Ni se več mrščil, še celo smejal se je. Izgleda je bil končal nek fajn telefonski pogovor, lepo me je pozdravil, me je posedil, zavihal tisti pogovor gor, začne gledati. In v tista trenutku se je izresnil. In ko se je izresnil, ni se obrnil k Andreji, to je bilo zanimivo. Obrnil se je k meni. In on se je takole zavrtel stol in mi je rekel, a je to vaš prvi otrok? Sem rekel, ne, imava že enega sina. Rekel, veste kaj, če bi to bila moja žena, če bi to bil moj otrok, jaz bi šel in tudi razplaval. Pazite, to je bilo v 5. mesecu nosečnosti. Veste, kaj se to že dogaja z otrokom? Vi, ki ste mamice. Se že dogaja, se že čuti. Je že ta fizična zveza. V glavnem, kaj je bilo, če pogledate te razlikice, te črni predeli, vidite, kako ene bolončke noter, Rekel je, otrok je vodenoglav, se pa hidroencefalitis, ima razširjene te vodne mišičke. Enega dela možgana ne najdem tam, kar bi moral biti. V glavnem, glede na to, da je fant, takrat so zvedela, da pričakujejo fanta, glede na to, da je fant, perspektiva ni glih dobra. Ponovati nam fant je bistveno večje posledice tega stanja. To je bilo v petek, 6. februarja 1998. Rekel je, 10. februarja, se pravi 5 dni kasneje, v torek, pridita na kontrolo, bom pogledal še enkrat, pa bo takrat se odločila, kaj to naredi. Si predstavljate, da stojite na preprogi, ki ga je potegnil. In potem sami gledate, kako boste padli. V glavnem, midva takrat pač z vsem tistim naivnim zaupanjem v Boga se rekla, midva ne mogla drugačne. Pač Bog naj ne bo posabil na zemljo, kjer ne bo mogla rasti. Kaj bo naredil, bo naredil. Če bo v redu, bo v redu. Če ne bo v redu, sprejmela tudi to.
nekako bomo že. Veste, kaj se je zgodilo? V teh 4 dneh, ki so me odločevali od tega novega pregleda, naj je Bog zavil v vatro. Si predstavljate, da spite, ko ubiti, da vam Bog pošilja sanje, same take pozitivne, vse bo vse v redu, vse bo vse v redu. In potem je bil še en hec, ne? Po tem petkovem pregledu, no, še to moram povedati, ne? Pač, da so odjokala iz te porodnišnice, iz tega pregleda. In prvič so bila v situaciji, ko dejansko ni bilo nič v najinih rokah. Ko nič ni bilo odvisno od naju. In vse, kar sva lahko naredila, je, da sva zaupala Bogu. In dejansko sva se obnašala kot 2 mehna otroka. Si predstavljate, danes ste že slišali eno vrsto, ne? Kjer sta 2 ali so 3 združeni v mojem imenu, tam sem jaz mednimi. Glavno midva sva se objela, tako sva se vsedla po tuško, ena s drugo sva se objela, tako da je pač tisti trebuh med nami, ne? In da je imel Bog prostor dela med nami. Andreja je listala po svetu pismo in vsakeč, ko je naletela na kakšno pozitivno misel, se je izpisala van. To je ta listek. Ja. Iskal sem Gospoda in me uslišal, ter me rešil vseh mojih strahov. Eno od teh vrstic. Kaj se je zgodilo potem? V soboto zjutraj. Andreja je imela eno tako malhecno sošolko. Vedela je ogromno svetno pismo. Ne vem, odkje. Nismo vedeli odkje. Ampak vedela je ogromno svetno pismo. Tudi take stvari, ko sem drug ne vedel. Da se vjerojatno sploh to zanimive, ne? In ta njena sošolka jo pokliče po telefonu. Kako si, mami? Andreja se je zvonila po telefonu. Pa je vpraša, kaj je narobe, ne? Da ji razloži celo zgodbo. In ta punca je vprašala eno zelo zanimivo vprašanje. Rekla je, a bi bila vidva mogoče za to, da naša cerkev moli za vašo družino, da bo vse vedno. Rekla, okej, zakaj pa ne? Sam da bo nekaj, kar bo pomagal. V glavnem, potem so zvedla v tistem dnevu, v tistem sobotnem jutru, ne, na 2-3 koncih slovenskih so cele cerkve, se pa cele skupnosti molile za našo družino, poleg naju. In približal se je tisti tork, ne, prišel je čas za nov pregled, za kontrolo. Pridemo, gospod primar je spet, kot običajno črn, in slavi vole. Ampak gleda na tistem ultrazvoku, čista tišina, ne, srce že zbija. In na koncu je rekel, mogoče bo vse v redu. Tu imamo materinsko knjižico, če hočete, vam jo pokažem. Kaj se je potem zgodilo po tem pregledu? 4 mesece se glave ni več videla na ultrazvoku. 4 mesece sva vesela tam nekje, v negotovosti, a bo, a ne bo. Zakaj glava je bila tako nizko, da se enostavno ni ničila na ultrazvoku. In prišel je dan, poroda, 2 dni po roku, nikamor se mu ni odil. In bil sem zraven pri rojstvu. In ko sem videl, veste, ko otrok pač pride čez porodni kanal, obrne glavo na gor. In ko se je to zgodilo, sem rekel, ok, dolgo bo to ime, ko smo ga obljubili, če bo vse v redu. In ime je Emanuel. Ja, Bog z nami. Takole ga je pričakal njegov bratec, tudi tedaj sva potem ugotovila, da ima zelo zanimivo ime, da pomeni to Božja milost. Če bi ga srečal danes na cesti,
ne bi videl, da njemu nič milostnega. Preveda po rivni viščini se sprehaja srednji oči s sočnim špegom, splošno je tako, rekel, poprečno zmešan. Ampak, vam pa nekaj povem, vsako soboto je z nami v cerkvi, tudi pri svojih 20 letih, predvsem v porništvu. V glavnem, potem sva dobila čez nekaj let še hčerkico, Tejo. No, pa da zaključam to zgodbo, kaj se je potem zgodilo? V bistvu v teh 4 mesecih sva midva toliko prebirala Sveto pismo in se toliko poglabljala v različne teme, da sva prišla do določenih spoznanj. Nočem nobenega, bom rekel, v kakšnokoli zadrego spravljati, povem svojo izkušnjo. Vse verjetno imate raj iskrenost kot prijaznost. V glavnem, enostavno nisva prišla nekako skup do tega, da bi otroka krstila. Andreja je govorila, pa nekaj je treba z otrokom narediti, nekaj je treba. Kaj? Jezus se je krstil v svojih 30 letih. To je pomenil, da je nas to poslužil. In veste, kaj je bil potem spet hec? Ta njena sošolka. Se enkrat sprehajata skupaj, in Andreja se je spet razjoka. Tokrat se mi zdi, rekel, spodobno težki problem. In ona se je zasmeje, tudi tista punca na prejšnji sliki, mislim, da in vpraša, kaj so pa z Jezusom naredili, ko je bil dojenček. So rekli, posvetili so ga, potem, ko so ga prinesli pred Boga. Ampak v naši cerkvi se pač to ne dogaja, v naši cerkvi. Krst in to je to. Je rekel, zato se pa dogaja v naši cerkvi. In bom rekel, v istem tednu so bila s pastorjem dogovorjena, za sestank smo se dobili in to je slika s posvetitve. V glavnem, jaz do takrat, bom rekel, sem se že potaknil v eni par religij, kot ste opazali, in tudi približno nisem hotel biti še četrtič tak, bom rekel, naivan. In 6 let je trajalo. Sva hodila v bistvu z otroki v otroški oddelek, na otroško subotno šolo in potem pa navad domov, niti ne pridem. V glavnem, potem sva pa pač spoznala en mlad pastorski par, ki sta tako začela delovati v Sloveniji in drugače s Hrvaške. Spopredelili smo se, oni dva smo nekako razložili, kaj je smisel vsega tega, kar se je okrog njega dogajalo, ker so bila precej nezaupljiva. V glavnem in od takrat naprej so se pa odnosi, najne odnose v te C40 dejansko so dobila še eno družino, 2 družine s sabo. Bomo skupaj nekaj zapeli. Dobivamo se v soboto, ne samo na sobotnem poučevanju, ne samo na pridigi, ampak ostanemo še skupaj na kosilu, se družimo, gremo tako na kakšen sprehod. Dejansko smo dobila novo družino, otroci, dobre prijatelje, družimo se, smo povezani med sabo. In kot sem rekel, lahko bi bil teolog, lahko bi bil slavn, lahko bi bil v oranžni obleki, tako lepi široki in skapo po centru Ljubljane. Imaš še vedno čast. Lahko bi bil katolik, ampak končalo se je tako zaenkrat, da smo pač v krščanski adventistični cerkvi. In to je nekako ta zgodba. In ta zgodba v bistvu ni končana, se razvija, traja, raste. Tako da, Bog hvala.